Predstavljajte si, da se plazite po trebuhu skozi popolnoma temno jekleno cev, komaj malo več kot 1 meter široko, in to 15 kilometrov. Kisika je malo. Desetletja nakopičenih pinastih hlapov onesnažujejo tisto malo zraka, ki ga je mogoče dihati. Unezveskiš se, a nekdo te hitro vzbudi. Za tabo je še ducat drugih vojakov, vsi prenašajo enake razmere, vsi so razdraženi, ker jim zapiraš pot. Nekje spreda je shod. In to je lažji del. Takoj, ko prideš ven, te čaka dron, da te izsledi, še preden se lahko orientiraš. To ni fikcija. Tako je Rusija poskušala zavzeti majhno, a strateško pomembno mesto na severovzhodu Ukrajine. In skoraj jim je uspelo, še ne bi bilo večje ranljivosti, ki jo je Rusija pustila za seboj. To je morda najbolj absurdna bitka v vojni med Rusijo in Ukrajino. V njej nastopa dediščina Brežnjeva, razglasitev zmage, ki je bila prehitra, drzen nastop na bojišču, mikrokozmos razvoja pehotnih napadov in odgovor na protinapad, ki si ga bomo zapomnili za vedno. To je bitka za Kupjansk. Prolog. Kupjansk je, oziroma je bil, majhno mesto na severovzhodu Ukrajine. Pred vojno je imel približno 27.000 prebivalcev. Toda njegov strateški pomen je zasenčil te številke. Za začetek, reka Oskol teče neposredno skozi mesto. Tukaj sem povečal reko, da bi prikazal njen pomen za kasneje, vendar se širina Oskola na nekaterih mestih v središču Kupjanska zmanjša na približno 25 metrov. Poleg tega seka dve glavni cesti, PPN-07 in PP-79. Če se odpravite proti zahodu, boste na koncu prispeli v Harkov. Če se odpravite proti severu ali jugu, sledite poti, ki jo Moskva imenuje Novorosija. Ta črta je upravna meja med Lugansko oblastjo na vzhodu in Harkovsko oblastjo na zahodu. To ustreza temu, kar Ruska federacija imenuje mednarodna meja. Kupjansk je tudi energetsko tranzitno vozlišče. Leta 1981 je Sovjetska zveza zgradila plinovod tik severno od mesta, namenjen oskrbi Ukrajine s plinom prek razdelilne postaje, tik na drugi strani meje z Rusijo. Po aneksiji Krima leta 2014 je Ukrajina ustavila nakupe plina iz Rusije. V naslednjih letih je Gazprom pripravljal načrte za razgradnjo dela plinovoda na svoji strani meje. Ukrajina je medtem plinovod pustila neizkoriščen. Odstranitev je bila draga, poleg tega pa je bilo mogoče obrniti tok in uporabiti plinovod za premikanje uvoženega plina iz Evrope proti vzhodu. Kakor je bilo, je prazna jeklena cev, široka približno 1,2 metra, tiho ležala pod zemljo. Vsa vprašanja o obnovi so izginila zjutraj, 24. februarja 2022. Vladimir Putin je napovedal posebno vojaško operacijo in ruski vojaki so začeli prehajati mejo z severa, z vzhoda in preko Krima. Medtem ko je Kijev ostal trden, je odpor v Kupjansku izginil. Njegov župan se je predal 3 dni kasneje in bil obtožen izdaje dan zatem. Več kot pol leta je mesto ostalo pod rusko okupacijo kot začasna prestolnica Harkovske oblasti, saj Rusiji ni uspelo zavzeti samega Harkova. Vendar pa je september 2022 zaznamoval začetek ukrajinske jesenske protiofenzive. Modre in rumene sile so kot vodilo za svoj vzhodni prodor uporabile avtocesto PP-7. 9. se je v regiji pojavil prvi iz Boklina. Do 10. so ukrajinske enote že vstopile v mesto. 11. so začeli širiti svoj vpliv vzdolž reke Oskol. 12. je bila na vrsti južna stran. Približno v tem času je Kreml spoznal, da je položaj vojaško nevzdržen in je sprejel 2 pomembna ukrepa, da bi rešil situacijo, ki je bila na robu katastrofe. Prvi korak je bil 11. in 20. septembra, ko je Putin ponovno nastopil na televiziji in napovedal mobilizacijo ruskih rezervistov. Ta ukrep je hitro postal izjemno nepopularen, tako zelo, da je Putin v naslednjih mesecih začel ukrep umikati in sistem novačenja nadomestil s prostovoljnimi pogodbami. Drugi korak je bil formalna aneksija Luhanska, Donetska, Zaporožja in Hersona v Rusko federacijo. Namen tega je bil zagotoviti pravno podlago za pošiljanje ruskih vojakov v te regije za obrambo. Pomembno je, da Harkovska oblast, kjer se nahaja Kupjansk, ni bila del tega. Nekaj, kar bo kasneje ponovno postalo pomembno. Kljub temu je Ukrajina dosegla nadaljnji napredek, čeprav počasneje.
Do začetka novembra je Rusija skušala obdržati severni del ceste PP-79. Južneje so se ruske enote skoraj vrnile do meje z Lugansko oblastjo. To ostaja vrhunec vojne za Ukrajino. Ofenziva se je sama od sebe iztekla, ko se je jesen prevesila v zimo. Dež in broz sta zemljo spremenila v blato, zaradi česar je bil ukrajinski motorizirani bojni načrt neizvedljiv. Medtem se je Kremlju obrestovala mobilizacija več 100.000 novih vojakov. Rusija je okrepila svojo obrambo, Ukrajini pa spomladi 2023 ni uspelo začeti uspešne ofenzive. Vojna se je znova obračala. Prvo dejanje. Frontalni napad. Približno 2 leti sta minili brez resnih premikov v bližini Kupjanska. Proti koncu leta 2024 pa je Rusija začela novo ofenzivo za mesto. Sprva so bila glavna prizadevanja usmerjena ob reko in pritisk na severno in južno stran Kupjanska, pri čemer so pustili vrzel na sredini. Toda 13. novembra je Rusija okrepila napad tako, da je poslala 2 oklepni koloniji neposredno v mesto po vzhodnem bregu. Ko so prispeli tja, so se razpršili po urbanem okolju in poklicali okrepitve, kar je standardni del ruskih ofenzivnih operacij. Vendar pa se je to zgodilo precej potem, ko so se taktike pehote na fronti večinoma že preusmerile na FPV drone. Tanki in oklepni transporterji so na utrejenih frontah stopili v ozadje, saj je bilo za drone prelahko uničiti opremo vredno milijone dolarjev. Kljub temu je Rusija vseeno vztrajala. Zakaj je bilo temu tako, ni jasno. Del razloga je bil morda političen. Ukrajinski poveljniki so verjeli, da je Putin postavil rok do 1. novembra za zavzetje Kupjanska. Ta rok je potekel 2 tedna prej, zdaj pa so lokalni poveljniki čutili pritisk, da bi imeli pozitivne novice za poročanje pred Putinovim novoletnim nagovorom. Drugi del razloga je bila morda megla. Na dan napada je bila gosta in Rusija je morda poskušala pretihotapiti težko opremo skozi njo. Operatorji FPV dronov niso tako uspešni, ko se bitka odvija tik ob njih. Kakorkoli že, ni uspelo. Ukrajina je odkrila infiltracijo in uničila oklepna vozila. V naslednjih 6 urah je ukrajinska pehota odstranila zaostala iz prvega vala. 2 tedna kasneje se je Rusija umaknila iz obrobnih delov mesta. Drugo dejanje. Žep in bok. Bitka za Kupjansk je bila v bistvu bitka za reko Oskol in tam je Rusija začela izvajati načrt B. Spomnite se, ruske enote so že dosegle reko tako severno kot južno od mesta. Če bi pritisk ponovno usmerili naravnost po sredini, tokrat z droni in pehoto brez vozil, bi ustvarili nekakšen žep, pri čemer bi reka delovala kot zadnja sestavina. Reka je bila še vedno prehodna za umik, vendar bi kljub temu povzročila logistične težave za Ukrajino pri oskrbovanju. Druga možnost, ki bi jo lahko Rusija zasledovala, je bila obhod Kupjanska. Namesto da bi se borila čez reko, da bi vstopila v dobro branjeno mesto, bi lahko Rusija uporabila dele reke, do katerih je prišla, da bi vzpostavila 1 ali 2 mostišči na zahodni strani. NATO bi lahko stisnila Ukrajince utrjene v Kupjansku ali obkolila mesto in ga oblegala. Ta druga možnost je nosila močno politično sporočilo. Ruska zakonodaja je kot del federacije priznala le 4 vzhodne ukrajinske oblasti. Zdaj, upravne meje se ne ujemajo vedno z vojaško branljivim ozemljem in to je eden takih primerov. Če bi Kremlj nameraval ustaviti vojno, ko bi črta nadzora vključevala vse njegove zakonsko določene meje, potem ne bi bilo potrebe prečkati reke. Preprosto zavzemi ozemlje do reke in uporabi reko kot obrambno utrdbo za utrditev svoje zahteve. Nadaljevanje poskusov zavzetja Kupjanska je namesto tega nakazovalo namero zavzeti vso Harkivsko oblast in morda še več. Na koncu se je Rusija sredotočila na drugo možnost in posebej izbrala severno pot. 26. novembra je Rusija trdila, da je prečkala Oskol in vstopila v naselje. Ob koncu meseca se je tik južno oblikovalo drugo mostišče. Do te točke je postalo jasno, kakšna je ruska strategija, in Ukrajina je poskušala okrepiti območje. V začetku decembra so ukrajinske sile uspešno izrinile Rusijo z prvega mostišča. Vendar je Rusija do konca januarja utrdila drugo mostišče. Prvi korak širšega načrta Kremlja je bil izpolnjen. Uspešno so vzpostavili prisotnost zahodno od reke. Naslednjih 6 mesecev so ruske sile počasi napredovale proti jugu, pri čemer so uporabljale standardne enojne in dvojne ekipe za napredovanje, vzpostavljanje skrivališč in izogibanje ukrajinskim dronom.
Ob koncu julija se je frontna linija premaknila do samega roba Kupijanska. Prava bitka se je šele začenjala. Tretje dejanje. Napad in protinapad. V začetku avgusta je Rusija začela pošiljati iste eno- ali dvomanske infiltracijske ekipe v mesto. To je takoj povzročilo težave ukrajinskim branilcem, ki so se v tem trenutku zanašali na drone, da bi ustavili vsak napredek. Na odprtih poljih so ruski vojaki lahke tarče. Ko so enkrat v mestu, ima vse streho in zato vse postane dobro skrivališče. Da, nekako je prihod dronov naredil že tako zahtevno urbano bojevanje še težje. Še vedno pa je ostajal problem spravljanja ruskih vojakov v mesto. Divji teki čez odprte prostore niso priporočljivi. In tako se znova znajdemo pri sadju o plinovodu iz obdobja Brežnjeva. Spomnite se, da je Ukrajina pustila plinovod neizkoriščen, v upanju, da ga bo nekoč znova uporabila in ni želela plačati za njegovo ustrezno razgradnjo. Toda plinovod se je zdel rešitev za ruski vstopni problem. Preprosto naj bi možje vstopili na varni lokaciji, se splazili pod območjem brez človeka in se pojavili nekje neposredno v Kupijansku. En ukrajinski časnik je ocenil, da je to poskusilo na stotine ruskih vojakov. No, ta strategija verjetno ni dobro delovala za nikogar, ki je bil pleten. Enote, ki so se plazile skozi cevovod, so padle v otopelost, ko so preplazile do 15 km v iskanju izhoda. Ko so končno prilezli ven, so ponavadi tavali naokoli brez cilja, saj se njihovi možgani še niso opomogli od pomankanja kisika in vdihanih ostankov kemikalij. A kljub temu so še vedno predstavljali težavo za ukrajinske enote, ki so tedne igrale igro mačke in miši ter poskušale najti najnovejšo izhodno točko, da bi jo lahko zaprle. Kljub temu pa je dejstvo, da je Rusija napredovala v mesto in Kremelj je bil pripravljen na praznovanje. 20. novembra je Putin obiskal poveljniško mesto zahodne skupine in prejel poročilo od načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zahodna skupina sil je osvobodila Kupijansk in zdaj uničuje obkoljene ukrajinske enote na vzhodnem bregu reke Oskol. V resnici pa se to ni dogajalo. Gerasimov je trdil, da je mesto zavzeto in da je že popolnoma oblikovan. Hkrati pa je zemljevid izgledal takole. Rusija je res stopila v Kupijansk, vendar je bilo mesto zgolj sporno. Ukrajinske sile vzhodno od Oskola so še vedno imele možnost umika, če bi bilo to potrebno, kar pa ni bilo. Nasprotno, Rusija je imela bolj strukturni problem v svojih rokah. Prodrla je s klinom proti jugu vzdolž reke. Klinasti izrazki so v redu. Pravzaprav so pogosto točno tisto, kar želite na začetku bitke. Toda na dolgi rok jih ne morete pustiti takšnih. Element presenečenja je tisti, ki jih preprečuje, da bi se zrušili. In tu je bil problem. Medtem Rusija skorajda ni napredovala pri okoljevanju ukrajinskih vojakov na vzhodni strani Oskola. To je ustvarilo priložnost za Ukrajino. Če bi prebili izboklino, vojaki, ki so prišli v Kupijansk, ne bi več imeli dostopa do oskrbe. In točno to se je tudi zgodilo. Okoli 10. decembra je Ukrajina res prebila izboklino. 12. decembra je Zelenski obiskal glavni vhod v mesto, v ozadju pa je bilo slišati streljanje. V bistvu se je norčeval iz Putina in odločno zavrnil trditev, da je mesto v ruskih rokah. Kremelj je protestiral in trdil, da je posnetek ponaredek, ustvarjen z umetno inteligenco, ter s tem pokazal, da je težava sodobne tehnologije manj v ustvarjanju laži in bolj v vzbujanju dvoma o resnici. Naslednjih nekaj mesecev je bilo namenjenih čistilnim operacijam, pri čemer so nekateri izstradani ruski vojaki tedne skrivali v kleteh. Vmes so se pojavljale različne trditve Kremlja, da je Kupijansk v ruskih rokah, vmes pa so bili tudi posnetki, ki so dokazovali nasprotno, na primer ukrajinska zastava, ki je plapolala nad stavbo mestnega sveta. Rusiji ni uspelo zavzeti Kupijanska. Epilog. Kljub temu, da bitka traja že več kot leto in pol, je še vedno prezgodaj reči, da je konec, kljub neuspehom Rusije. Ob času snemanja ruske čete še vedno ostajajo zahodno od reke Oskol, severno od mesta. Kremelj ima še vedno v mislih osvoboditev Kupijanska in ne bi bilo presenetljivo, če bi se v prihodnosti začela še ena bitka za mesto. In ni nobenih zagotovil glede izida prihodnje bitke. Aprila 2026 so se v medijih pojavila poročila o tem, da ukrajinski vojaki stradajo v delno obkoljenem območju vzhodno od Oskola, saj je reka otežila običajne oskrbovalne misije. Vendar je bila bitka zgodnji signal tega, kar je sledilo srednjeročno. Nekaj mesecev potem, ko je Ukrajina utrdila nadzor nad mestom,
so se skupne številke o izmenjavi ozemlja obrnile v korist Kijeva. In eden glavnih dejavnikov v ozadju so bili novi ukrajinski brezpilotniki srednjega dosega, zasnovani za uničevanje ruske logistike, ki naj bi dodatno otežili nadaljnja ruska prizadevanja v regiji. A vojna še vedno divja. Če uživate v takšnih retrospektivah, imam za vas odlične novice. Imam celoten seznam predvajanja, ki je večinoma osredotočen na zgodnejše faze vojne. To je prva takšna retrospektiva, ki sem jo naredil po dolgem času in užival sem pri njenem ustvarjanju. Sicer pa, če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase.